Spoštovani gospe in gospodje, cenjeni gostje, prijazno pozdravljeni. Zbrani smo v digitalnem središču Slovenije, ki je v 4 mesecih delovanja s svojim programom in dogajanjem nagovorilo več kot 270 tisoč posameznikov. Ti so središče obiskali tukaj v ljubljanskem BTC Cityju ali pa v virtualnem središču, kjer prav zdaj poteka tudi prenos današnje slovesnosti. Digitalno središče Slovenije, največji gospodarski dogodek v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, soustvarjajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Spirit Slovenija, Javna agencija, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije in družba BTC. V digitalnem središču Slovenije tehnologiji za ljudi se je doslej predstavilo nekaj manj kot 100 najbolj inovativnih slovenskih digitaliziranih podjetij, ki so sodelovala v festivalu rešitev. V najslovesnejšem delu današnje prireditve bomo razkrili, katerih 5 najbolj inovativnih podjetij čaka nagrada Pot v Dubaj na mednarodno razstavo Expo Dubaj 2020. Spoštovani, v veliko čast nam je, da je danes z nami minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki ga vabim k besedi. Gospod minister, izvolite. Ja, spoštovani razstavljavci, spoštovani predstavniki gospodarske skupnosti, spoštovani novinarji, spoštovani gostje, vsi skupaj lepo pozdravljeni. Digitalno središče Slovenije smo na ministrstvu oblikovali kot osrednji gospodarski dogodek predsedovanja Slovenije Evropski uniji. Tu gre namreč za prvovrstno stičišče tehnoloških inovacij in je kot tako tudi edinstveno v slovenskem gospodarskem prostoru. Tukaj namreč domačim podjetjem, predvsem malim in srednjim podjetjem, želimo omogočiti interaktivne predstavitve inovativnih tehnološko naprednih rešitev, produktov oziroma storitev. In rezultati so navdušujoči. Do danes je tukaj bilo izvedenih več kot 120 različnih dogodkov. Pametnih mest in skupnosti, ki so se predstavljale, trajnostne družbe, umetne inteligence, 5G in pa kibernetske varnosti. Skupno torej beležimo približno 1700 obiskovalcev v fizični obliki in kar 54 tisoč spletnih obiskovalcev. Ti so se vključili na obiske na lokaciji, spletni strani in preko družbenih omrežij. Zelo me veseli, da smo po 4 mesecih delovanja digitalnega središča presegli vsa pričakovanja partnerjev tega projekta. In dogajanje se še ni zaključilo. Danes vam bomo uradno naznanili zmagovalce festivala rešitev. Tukaj gre za 6 najbolj inovativnih podjetij, razstavljavcev digitalnega središča Slovenije, ki so prepričala strokovno komisijo. Vsi zmagovalci pa bodo nagrajeni s vstopnico za svetovno razstavo Expo 2020 v Dubaju. To smo naznanili že ob otvoritvi tega digitalnega središča. Tudi v prihodnjem tednu bodo sledili dogodki, denimo gostili bomo delegacijo udeležencev konference malih in srednjih podjetij. Ta konferenca je največji dogodek na temo mikro, malih in srednjih velikih podjetij v Evropi, ki ga gostimo v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji. Digitalno središče Slovenije je v novembru posvečeno področju digitalizacije. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se zavedamo naraščajoče vloge tega področja, zato ga podpiramo z različnimi spodbudami. Naj samo omenim vavčerje na področju digitalizacije, ki bodo poskrbeli za dvig digitalnih kompetenc, pripravo digitalne strategije in kibernetsko varnost, ki jo izvaja oziroma vse te aktivnosti izvaja Slovenski podjetniški sklad. Pa denimo javni razpis Spirit Slovenija na temo elektronskega poslovanja, s katerim podpiramo podjetja, ki vstopajo na tuje trge s pomočjo
digitalizacije. Tukaj je subvencija na področju, kjer ga podpiramo, za podjetja znaša od 5 do 30 tisoč evrov. Slovenska podjetja podpiramo tudi preko digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije, ki omogoča digitalno transformacijo po principu vse na enem mestu. V času epidemije COVID-19 smo sredstvi React-EU omogočili javni razpis za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetij v višini 30 milijonov evrov. Posebej pomembni na področju digitalne transformacije pa so ukrepi, ki se bodo izvajali v okviru načrta za okrevanje in odpornost. 44 milijoni evrov bomo namenili velikim podjetjem, ki morajo preobraziti in okrepiti svoje poslovne sisteme, pri tem pa bodo morali sodelovati tudi z malimi in srednjimi podjetji. Za sodelovanje pri projektih skupnega evropskega interesa na področju naprednih digitalnih tehnologij pa bo podjetjem namenjenih 10 milijonov evrov. S temi ukrepi želimo slovenskim podjetjem omogočiti hitrejše okrevanje po pandemiji COVID-19, povečati odpornost na prihodnje poslovanje, povečati njihovo učinkovitost, produktivnost in konkurenčnost za obstoj in rast na domačem in tujih trgih. Spoštovani, začenjamo zadnjo etapo digitalnega središča Slovenije in prepričan sem, da bo končni rezultat še večja prepoznavnost in promocija Slovenije kot digitalne dežele ter zelenega in krožnega gospodarstva. Najlepša hvala. Hvala gospodu ministru. Kot smo lahko slišali, je november v digitalnem središču Slovenije v znamenju digitalizacije. Potekalo bo več delavnic za mala in srednja podjetja glede pridobivanja digitalnih kompetenc. Za informacije o prihajajočih razpisih in kako se prijaviti nanje za pridobitev nepovratnih sredstev, evropske razpise in usmeritve pri iskanju konzorcijskih partnerjev pri evropskih razpisih. Pri krepitvi digitalnih kompetenc, tako posameznikov kot tudi podjetij, pomembno podporo nudi tudi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, eden od partnerjev Digitalnega središča Slovenije. Besedo tako predajam direktorici Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije, magistrici Katji Mohar-Bastar. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni v Digitalnem središču Slovenije. Kot rečeno, prihajam iz Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije, kjer z izjemno veliko mero odgovornosti izvajamo naloge, ki jih imamo kot enotna vstopna točka za digitalizacijo. Skrbimo za krepitev digitalnih kompetenc posameznikov ter malih in srednjih podjetij. Naš cilj je skupaj s partnerji, še posebej pa z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, skrbeti za podporo na področju digitalizacije po meri malih in srednjih podjetij. Da bi približali vavčerje za digitalizacijo, se aktivno vključujemo v obveščanje in podporo pri njihovem izvajanju. Prav zato vsako leto skupaj z Ministrstvom, Gospodarsko zbornico Slovenije, IKT horizontalno mrežo in Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru izvajamo anketo stanja na področju digitalizacije. Podjetja nam zaupajo svoje potrebe, da bodo prihodnje spodbude na področju digitalizacije, ki jih je omenil že gospod minister, oblikovane po meri slovenskega gospodarstva. S prepoznavanjem potreb in krepitvijo kompetenc je močno povezana tudi konferenca Go Digital. Drugi dan te izjemno odmevne konference bomo predstavili rezultate omenjene raziskave ter strokovnjaki izpostavili, kako pomembno digitalne kompetence vplivajo na uspešnost podjetij. S številnimi dogodki izobražujemo bodoče in že aktivne podjetnike na različnih področjih povezanih z digitalizacijo. Mlade s hackatonom Brezpapirno poslovanje za vse navdušujemo za aktivno soustvarjanje digitalnih rešitev. Podjetjem ponujamo informacije o priložnostih sofinanciranja projektov z področja digitalizacije. DigiC Community Days, na primer, bodo v razpravi o priložnostih digitalizacije različnih področji slovenskega gospodarstva, od agroživilstva do proizvodnih podjetij, področja zdravstva in zdravstvenih storitev, pa tudi poslovnih modelov.
Digitalno središče krepi mednarodno sodelovanje. Prav danes so sodelavci domov pospremili ekipo Norvežanov, ki je sodelovala na sklepnem dogodku AI Governance, kjer smo oblikovali smernice za uporabo zaupanja vredne umetne inteligence in jih bomo predstavili tudi zakonodajalcem. Do konca meseca se bo zvrstilo še mnogo dogodkov, vsi so usmerjeni v izpostavljanje prednosti in priložnosti teme meseca. Digitalizacija je v danih razmerah pot številnih priložnosti, odločitev vsakega od nas pa je, ali in kako bomo ponujene priložnosti izkoristile. Hvala. Digitalno središče Slovenije je torej odlična priložnost za tkanje novih poslovnih sodelovanj, tako doma kot tudi v tujini. Gostili smo denimo srečanje ob robu neformalnega zasedanja evropskih ministrov, pristojnih za konkurenčnost, katerim so se vsa prisotna podjetja tudi predstavila. Atašeje za kibernetsko varnost, delegacijo Združenih narodov, japonskega veleposlanika, avstrijsko delegacijo, latvijskega in slovenskega predsednika. Aktivnosti, nad katerimi bdita Spirit Slovenija, javna agencija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v sodelovanju z drugimi stremijo k mednarodnemu povezovanju slovenskih podjetij s tujimi trgi in ustvarjajo priložnosti za mreženje in povezovanje. Do konca leta v Digitalno središče Slovenije prihaja še več delegacij. Podrobneje o tem pa direktor Spirit Slovenija, javne agencije, dr. Tomaž Kostanjevec. Prosim. Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister in sodelavci, spoštovani predstavniki podjetja Diha in sodelavci, spoštovani sodelavci na Spiritu, spet nam je uspelo. Ravno včeraj sem prišel domov iz Dubaja, iz Expa, kjer je to razmišljanje out of the box tisto, kar bo inovativna podjetja še tam naredila toliko boljša. Povezovanje in sodelovanje in pogled v prihodnost so ključni gradniki digitalnega središča. To smo dokazali skupaj. S partnerji središča smo si zadali cilj, da bi na enem mestu združili tako slovensko kot tudi mednarodno razvojno naravnano javnost in odprli novo okno v svet slovenskemu znanju ter razvoju. To nam je uspelo. Spirit Slovenija novembra in decembra pripravlja različne gospodarske delegacije in dogodke ter številne druge aktivnosti v digitalnem središču. Zato bodo imela slovenska podjetja do konca leta še obilo priložnosti in možnosti za svojo predstavitev in spoznavanje novih poslovnih partnerjev tako doma kot v tujini. Želimo si, da bi bilo to čim več v živo, tako da sugeriramo, da se čim prej populacija precepi. November v znamenju digitalne transformacije zato že 16. novembra pripravlja Slovensko-slovaški poslovni forum na temo digitalne preobrazbe in trendov tehnološkega razvoja ter primerov dobrih praks obeh držav na tem področju. Že 17. novembra sledi Slovensko-poljski poslovni forum na temo novih tehnologij in inovativnih rešitev z področja digitalizacije in kibernetske varnosti. Na obeh bo veliko časa namenjenega prav spoznavanju in mreženju med podjetji obeh držav. Decembra bo digitalno središče v znamenju robotike, zato bomo 1. decembra gostili Slovensko-avstrijski poslovni forum na to temo, ko bo priložnost za spoznavanje enega najpomembnejših, najbolj perspektivnih trgov za slovenska podjetja. Dogodkov za navezavo stikov s tujimi podjetji ter nove poslovne priložnosti bo do konca leta še ogromno. Medtem pa danes v družbi partnerjev digitalnega središča Slovenije s ponosom pozdravljamo najnaprednejša tehnološko razvita slovenska podjetja, ki bodo svoje znanje in dosežke predstavljali na mednarodni javnosti na svetovni razstavi Expo 2020. Naš paviljon vas že čaka. Podjetjem, ki ste nas prepričali na festivalu rešitev, bomo omogočili tudi srečanje in povezovanje s podjetji drugih držav. Moram povedati, da smo ena od 13 najboljših držav, ki v Dubaju delamo poslovni forum. In tudi naša mreženja, kolikor pač imamo zdaj, povratne informacije so zelo uspešna in dobro obiskana. Verjamem, da bo pot v Dubaj pomembna priložnost za vsa podjetja, ki svoje poslovne cilje povezujete s trgi Bližnjega vzhoda, Azije in Afrike ali pa želite svoje prebojne ideje deliti s svetovno javnostjo. Naj vam bo ta pot čim bolj uspešna
in hvala za pozornost. Hvala. Podjetja, ki so se v preteklih mesecih predstavila v razstavnem prostoru, so na tedenski ravni sodelovala na festivalu Rešitev. V okviru teh smo v Digitalnem središču Slovenije podjetjem ponudili edinstveno priložnost, da predstavijo napredne digitalne rešitve in osvojijo eno od omenjenih 5 prostih mest, ki jim bodo omogočila sodelovanje v gospodarski delegaciji na mednarodnem sejmu Dubai Expo 2020. Kot smo lahko slišali, udeležbo na poslovnem forumu in različne aktivnosti, ki jih organizirata Gospodarska zbornica Slovenije in Spirit Slovenija javna agencija. Le še nekaj trenutkov nas loči od razglasitve najbolj inovativnih podjetij. Preden jih razglasimo, pa se nadaljavo povezujemo prav tja, kamor bodo odpotovali predstavniki podjetij. Iz Dubaja se nam oglaša izvršni direktor področja za marketing in trajnostni razvoj družbe BTC Miha Mermal. Družba BTC se namreč prav ta teden predstavlja v slovenskem paviljonu na Dubaju Expo 2020. Gospod Mermal, pozdravljeni, kaj kmalu ga bomo lahko videli na zaslonu. Kaj v Dubaju predstavlja družba BTC in kakšno je vzdušje na Expu, kamor bodo kmalu odpotovala tudi najbolj inovativna podjetja festivala Rešitev? Lep pozdrav iz Dubaja. Vzdušje na Expu je neverjetno. Tu se predstavlja več kot 190 držav. Ena iz teh držav je tudi Slovenija, ki na lastnem paviljonu predstavlja našo malo zeleno državo. Expo Dubai je tudi fantastična priložnost za podjetnike in podjetja, da predstavijo svoje rešitve in produkte. Tako smo se tudi mi odločili, da se predstavimo tukajšnjemu lokalnemu poslovnemu okolju. Naj rečem, da to ni samo lokalno poslovno okolje, saj je to okolje, kjer se predstavlja in srečuje celi svet. Tako smo tudi mi izkoristili to priložnost in smo v nedeljo predstavili svojo vizijo, svojo razvojno strategijo naše družbe BTC, tukajšnji javnosti in tukajšnjim partnerjem. Tako smo tudi uspešno predstavili našo strategijo razvoja, ki vključuje predvsem inovativne prebojne ideje in sodelovanje s startupi. Saj namreč že več kot 6-7 let nazaj smo se odločili, da bomo stopili na ta segment delovanja poslovnega in smo vzpostavili ABC pospeševalnik, sedaj pa smo tukaj že prišli do Dubaja. Moram reči, da v nedeljo smo bili zelo ponosni na eno od startupskih podjetij, v katerega smo vstopili pred 4 leti. To je podjetje AV Living Lab, ki je uspešno predstavilo in lansiralo produkt AI Driving Hub z lokalnimi partnerji, tako da smo se predstavili tudi na mednarodnem sejmu za transport in infrastrukturo. Tako da že živimo neke svoje vizijo, tako da se veselimo tudi nadaljnjih uspešnih zgodb ostalih naših startupov in seveda tudi startupa AV Living Lab. Tako, hvala lepa in še en aplavz za gospoda Mermala. Kot omenjeno, je na festivalu Rešitev vsako od skoraj 100 podjetij v nekaj minutah na inovativen način izpostavilo svojo unikatno digitalno oziroma zeleno rešitev. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Spirit Slovenija javne agencije, družbe BTC in Gospodarske zbornice Slovenije, pa je že izbrala najboljše. Pri odločitvi je bilo upoštevanih več kriterijev: zelena energija, pametne rešitve, digitalne rešitve in kreativnost predstavitve. Priznanja bo podelil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Gospod minister, prijazno vabljeni, da se mi pridružite na odru. Na oder pa vabim tudi predstavnika podjetja Nomago, ki je sponzor festivala Rešitev. Z nami je izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti pri Nomagu, Marjan Beltram. Prosim. V imenu strokovne komisije vam sporočam zmagovalce festivala Rešitev. 5 podjetij izmed vseh dosedanjih razstavljavcev v Digitalnem središču Slovenije, ki so izstopala svojo inovativnostjo in tako prejela najvišje število točk v sklopu ocenjevanja. Zmagovalci po tematskih mesecih so:
V mesecu pametnih mest in skupnosti, juliju, je komisijo najbolj prepričalo podjetje, ki je razvilo informacijski sistem za upravljanje kratkih prehrambenih verig preskrbe z lokalno pridelano hrano in izdelki. V Dubaj potuje Optifarm, informacijske tehnologije in poslovne storitve d.o.o. Priznanje bo prevzel direktor podjetja Gaber Terseglav. Čestitamo. Tako, in še globus. Hvala lepa in čestitke. Med podjetji, ki so se predstavljali v mesecu trajnostne družbe, je komisijo najbolj prepričal razvoj aplikacije, ki združuje ponesrečence z osebami, ki so v njihovi bližini in jim lahko nudijo pomoč pred prihodom reševalcev. V Dubaj potuje podjetje iHelp d.o.o. Prosim, da se nam na odru pridruži direktor podjetja Andraž Ogorevc. Čestitamo. Tako, in še priložnost za spominsko fotografijo. Oktober pa je bil v znamenju umetne inteligence. Odgovor na izzive, ki jih proizvodna podjetja ne uspejo nasloviti z obstoječimi pristopi in metodami, je uspešno nagovorilo podjetje Kolektor d.o.o. Z nami je vodja razvoja Viktor Jovanovski. Čestitamo. Hvala lepa. V mesecu 5G in kibernetske varnosti je komisija ocenila, da je spodbujanje organizacij, da sledijo najboljšim praksam v informacijski tehnologiji, ob tem pa ohranjajo preproste procese, tista prava pot. V Dubaj potuje podjetje Vitalit, Herman Vitali SP. Čestitke. Hvala. In še mesec digitalizacije. Tudi strokovna komisija, podobno kot zadnji finalist, verjame, da se na olajšani, izboljšani in samozavestni uporabniški izkušnji gradi boljši digitalni svet za vse nas. V Dubaj potuje podjetje Epicoro d.o.o. Z nami je Žiga Korošec. Čestitke. Hvala lepa vsem. Prejemnikom nagrad še enkrat iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha tako v Dubaju, kot tudi sicer na vaši nadaljnji poslovni poti. Prav tako vse dobro želimo vsem sodelujočim podjetjem na festivalu Rešitev in verjamemo, da Digitalno središče Slovenije predstavlja stičišče poslovnega povezovanja, novih idej in seveda tudi naprednih rešitev. Priznanja pa bodo po pošti prejeli še naslednji finalisti: Optifarm, informacijske tehnologije in poslovne storitve d.o.o., Castral d.o.o., Arctur d.o.o., GoOpti, produkcija Vrum, tovarna David Kvaternik SP, Mikropis Holding, potem tudi Gospodar zdravja d.o.o., Infobip d.o.o., Ripic inovacije d.o.o., Netis d.o.o. in še nekaj podjetij je med finalisti: EFOS informacijske rešitve d.o.o., Carbonsec d.o.o., Aviat d.o.o., potem še Koro d.o.o., Plandela d.o.o., Forich Labs d.o.o. in pa še podjetniški projektni center Ana Plus d.o.o. in tudi vsem tem finalistom seveda namenimo en lep aplavz.
Spoštovani predstavniki medijev, današnji govorci vam bodo že čez nekaj minut na voljo seveda tudi za izjave. Kot smo napovedali, pa pred zadnji mesec delovanja Digitalno središče Slovenije postaja bogatejše še za interaktivno talno projekcijo, za katero verjamemo, da bo temo meseca novembra, digitalizacijo, na igriv način približala tudi najmlajšim oziroma družinam. Magic Floor bo uradno prav zdaj odprla robotka Eva, ki smo jo spoznali že ob odprtju Digitalnega središča Slovenije. Prosim. Digitalizacija prinaša številne priložnosti. Izkoristite jih. Ja, natanko tako. Hvala robotki Evi in še jo pospremimo z enim aplavzem. Spoštovani, hvala, da ste z nami. Vabljeni seveda vse do konca leta v Digitalno središče Slovenije. Hvala.